Dobrodošli nazaj v našo družbo in z menoj je že naša prva gostja Maja Peron. Lepo pozdravljena. Z njo bova pa govorila o velinskih simbolih, ne pa da ti rečem kar Maja are, ali kako bi Vilinci rekli. Maja, kaj pravzaprav so vilimski simboli? A ima to kaj veze z Vilinci iz Tolkiena, Lord of the Ringsa, iz fantazije, ali so to neki drugi Vilinci? Najprej dobro jutro. Ne, vilinski simboli nažalost nimajo nič skupnega z Vilinci in z Gospodarjem prstanov. Vilinski simboli so pravzaprav taki simbolčki, kakor ideogrami za različna področja našega življenja, se pravi, preko 200 jih obstaja za ljubezen, srečo, zdravje, bogastvo, svobodo. Skratka, za vse kvalitete in nekakšne stvari, ki jih v življenju potrebujemo. Zdaj ne vem, če vam mogoče malo pokazati, kako izgledajo vilinski simboli, a ne? Kam pa to obrneva, tjale, semle. Tole. Takole, a ne? Se pravi, v bistvu te vilinske simbole je skozi posebne tehnike, meditacije in tako pred več kot 40 leti kanalizirala v bistvu Marjetka Jeršak, ona je Slovenka, a ne, in dejansko je tako, vsak simbol ima svojo vibracijo. Se pravi, vemo, da vse v življenju je energija in energija je vse, a ne. To je pač tudi naslov te moje knjigice in te simbolčke uporabljamo takrat, kadar želimo eno stvar v svoje življenje pritegniti ali pa obdržati, oziroma takrat, ko nekako želimo svojo vibracijo uskladiti s tistim, kar v življenju nekako želimo, a ne. Tako da je to eno tako zelo uporabno orodje za vsakega človeka, nobeno predznanje ni potrebno in seveda, ne, čudeži se dogajajo, ampak v čudeže moramo verjeti, pa moramo jih znati opaziti, ne. Tako, in kdaj si se ti spoznala z svetom vilinskih simbolov? Jaz sem se z vilinskimi simboli spoznala, po mojem, zdaj pa že kar več kot 15 let nazaj. Pa stvar niti ni tako zelo romantična, ne. Običajno ljudje takrat, kadar smo v nekih stiskah, kadar smo v nekih prelomnicah, takrat iščemo stvari, rešitve, takrat smo pripravljeni poskusiti vse, tudi stvari, v katere sicer ne verjamemo. In na tak način sem se jaz spoznala z vilinskimi simboli. Se pravi, ena taka velika prelomnica v mojem življenju, danes bi temu rekli verjetno, da sem bila na robu izgorelosti, takrat se o tem še ni toliko govorilo, ampak doma je bilo vse narobe, eno veliko firmo sem imela, ki me je pravzaprav prerasla v danem trenutku. Bila sem mama, skratka, moja mama je umrla, vse je bilo nekako na kupu in takrat sem stopila v eno trgovino, in me je knjiga prav poklicala in ko sem odprla, sem začela potem si risati te simbolčke sama zase in meni se je zdelo, da delajo. Zdaj pa, ne, jaz sem nekako zelo prizemljena in sem si ves čas govorila, ja, to mi dela zato, ker jaz v to verjamem, saj to ni nič, ne, ampak na koncu koncev saj niti ni zelo pomembno, ne, a ti ena stvar deluje zato, ker ti vanjo verjameš ali zato, ker stvar res dela. Dejstvo je, da se začnejo nekako dogajati spremembe, a ne. In ker sem se pač veliko pogovarjala z vsemi svojimi prijatelji in veliko sem bila v interakciji, celo življenje sem z drugimi ljudmi, sem dejansko začela potem drugim ljudem risati te simbolčke in ljudem je to začelo dejansko pomagati. Feedbacki so bili tako vrhunski in tako v danem trenutku ti postane jasno, da je, jaz sicer ne verjamem v to, da ima človek samo eno poslanstvo v življenju, oziroma bom rekla tako, da je poslanstvo vsakega človeka v življenju, da postane najboljša verzija sebe, ampak da tudi nekaj da drugim ljudem, ker mi sami sebi nismo namen. In tako sem v nekem trenutku mi postalo jasno, da so vilinski simboli moje poslanstvo in tako sem se potem dobila z Marjetko Jeršak, odkupila od nje avtorske pravice in začela pač po svoje delati z vilinskimi simboli, se pravi, jih širiti med ljudi, s tem, da sem to ves čas delala in še danes delam ob drugih stvareh, ki jih počnem, ne. Se pravi, ni mi to nekako tako, to je pa zdaj core business in to delam. Ja, čeprav sem se ravno včeraj pogovarjala pač z eno prijateljico, ki zdaj delam na enem takem res ogromnem projektu in
smo se pogovarjali, da jaz bom verjetno z vilinskimi simboli zaslužila najmanj, ampak dejansko vse ljudi, ki sem jih spoznala in ki prihajajo v moje življenje, so jih pripeljali vilinski simboli. Na kakšen način? Na tako v bistvu, da so jih ljudje začeli zase uporabljati in to ti postane nekako blizu in tako ene take nitke se pletajo. In vilinski simboli so res izjemno uporabni za vse ljudi, za otroke, poslovneže, pač zdaj pa sploh, kaj je ta kriza. In pomembno se mi zdi tudi to, da ni treba kupovati naših izdelkov in ne vem kaj. Vilinski simboli delajo tudi, če si jih narišemo, zberemo, pač kaj bi radi, recimo moja mlajša hči ima danes spet eno pomembno stvar in je bilo res zelo strah in seveda se mi danes zjutraj jaz narisala en vilinski simbol in potem sem njej povedala, kaj naj si ona nariše, ona si ga je pa na roko in to so tako tiste stvari, to je energija, In to je pač to, se pravi, lahko si sami pomagamo brezplačno, vse na naši spletni strani, so slovarji dostopni. In potem je tako, eni ljudje jih bodo uporabljali zelo površinsko, se pravi, danes rabim sreča, ali pa ne vem, danes želim nekomu povedati, da ga imam rad, pa mu ne vem, dam ljubezen ali pa si želim ljubezen v svojem življenju. Nekateri ljudje jih bodo pa majčkeno globje začutili, se da pa v bistvu delati zelo take velike transformacije tudi z njimi. Pravzaprav gre za spoznavanje samega sebe. In od kje so v bistvu prišli zdaj te vilinski simboli? Rekla, ti si jih odkupila od gospe, ki jih je nekako formirala? Ali kako reči? Ja, v bistvu jaz rečem tako, da jih je ona prevedla v zemeljsko obliko. Saj dejstvo je, da tako, mi toliko veliko govorimo o duhovnosti, pa tako, recimo tudi to bi jaz rekla, ko me ljudje velikokrat vprašajo, dobro, kaj je sploh tvoj point, Ti, ker po eni strani, ko slišijo vilinski simboli, vsi si predstavljajo, da bo prišlo nekaj vilinskega, nežnega, lebdečega in pol krakam jaz tako, res orank na tleh, ampak moj point je pravzaprav ljudem pomagati, povedati in pokazati, kako duhovnost živeti v praksi, ker duhovnost, z vsem dolžnim spoštovanjem, fino meditirati, ampak duhovnost ni meditiranje po, ne vem, polovico dneva, ampak dejansko je treba te stvari živeti tukaj zdaj. In v bistvu vse stvari, ki se jih mi spomnimo, vse, kar ne vem, nekdo na novo izumi ali kakorkoli, vse te stvari že nekje obstajajo. To je pač energija, In ona je to samo dejansko prevedla v to zemeljsko obliko. In zdaj, kaj je mene prepričalo, kot jaz tako, med drugim tudi tako ljudje pravijo, zdaj zelo moderno, bom rekla tako, treba je slediti svojemu srcu, treba je poslušati svoje srce. Absolutno se strinjam. Ampak mi imamo tudi glavo, ki jo nimamo slučajno, pa imamo pač tudi svoj višji jaz in vse te tri stvari nekako morajo biti usklajene. In jaz, da bi lahko začutila eno stvar, jo moram tudi verjeti. In kaj je zdaj mene prepričalo pri vilinskih simbolih, je to, v tej mali knjigici sicer tega ni, ampak v tisti moji prejšnji, ki je majčkeno večja, pa ja. Vsak simbol je natančno opisan, vsak gradnik, kako je simbol sestavljen in kaj kakšen gradnik dejansko pripomore k simbolu. Recimo, ne vem, nek lok. Gradnik je v bistvu nek geometrijski. Tako, zdaj je v bistvu tako, če se mi poglobimo, danes nimamo dovolj časa, ampak če bi se mi poglobile v simbole, v bistvu so dejansko v simbolih je zelo veliko, pravzaprav je sveta geometrija. Vi, recimo tako, če pogledaš, če bi imel 100 simbolov različnih, iz različnih koncev, sem prepričana, da bi vedel, kateri so vilinski simboli. Brez da bi vedel, kateri so vilinski simboli. Ker dejansko so sestavljeni iz določenih gradnikov, stvar je samo v tem, da so gradniki v različnih razmerjih. In zato, ker so gradniki v različnih razmerjih, imajo te simboli, se pravi, ima vsak simbol svojo vibracijo, to mu daje to vibracijo. In to so stvari, ki so mene prepričale, ker jaz verjamem, veliko ljudi dejansko grejo meditacije, pa narišejo simbole, pa tako, ampak danes imaš še en simbol, jutri se ti bo prikazal drug simbol in tako ni neke strukture. Te simboli so pa tako zelo strukturirani, da mene, kot enega tazga logika, moram reči, da me je v prvi vrsti potegnil to, Zanimivo. Ja, tako, jaz se slišim tako, wow, kaj vse še je, česar ne poznam. Ogromno. S kakšnim simbolom bi jaz, na primer, moral želeti dan, če ne vem,
kaj me čaka. Naprimer, obstajajo kakšni taki vse splošni za dobro počutje, nosiš ti kakšnega stalno? Seveda, jaz imam tetovirano ljubezen, ne? Ljubezen zaradi tega, ker naj se sliši tako sprano, ampak se mi zdi, da ljubezen, tako vse stvari, ki jih počneš, pa ne govorim zdaj samo o ljubezen, nekih partnerskih odnosih in nekako tako, ampak vsako stvar, ki jo začneš z eno ljubeznijo, pa z eno dobro namero, ne, tako ne more prinesti slabih stvari. Potem imam tetoviran notranji mir, ker se mi zdi, da tisti vrhunec vsega, kar pa počnemo, ne, je pa to, da pridemo do stanja, pa do tistega občutka notranjega miru. Ne. Pa si pa ostale stvari si pa pač menjam. Jaz imam pač te zapestnice. Ne. Zdaj, meni je recimo izjemno popularna, mislim ne popularna, ampak v tem trenutku se mi zdi, da vsi rabimo svobodo. In jaz sem si dala gor svobodo. Ne svobodo v tem smislu, nekdo me, ne vem, ne bo zaperil, pa sem proti tem lockdownom, no, to bi spustila itak, ampak svoboda v bistvu Svoboda je nekaj, kar imamo mi v sebi. Svoboda je pravzaprav tudi odsotnost vseh teh strahov, odvisnosti. Mi sploh ne vemo, od česa vsega smo odvisni, česa vsega se bojimo, zakaj vse nam je mar. Mi tako, ne, velikokrat rečemo, kaj me briga, mene sploh ne zanima, kaj si drugi mislijo. To ni res. V resnici, ko se ti pač poglobiš vase, ne, ugotoviš, da temu ni ravno tako. In tudi prav je tako, se konec koncev živimo v neki družbi, ne, in moramo biti del te družbe. Tako da smo lahko zelo samosvoji in s to samosvojostjo, če jo znamo na prav način izraziti, največ prispevamo družbi, no, tako nekako. Tako da drugače pa najbolj eni taki osnovni simboli so, ne, recimo, zdaj, to je treba pravzaprav po drugi strani zelo individualno si ga zbrati. To ni enega pavšalnega, bom rekla, recepta, ampak recimo en tak luškan za vse začetnike je zagotovo sreča. Po eni strani zato, ker vsak človek, ne glede na to, koliko si dober in koliko imaš vse splaniran, rabiš kanček sreče. Če je tisti kanček na tvoji sreči, se bodo sigurno stvari speljale. Po drugi strani, ne, zdaj tako, te simbolčke lahko zelo večplastni so, no, zelo jih lahko pogledamo iz različnih zornih kotov, ne. Ker po drugi strani je pa sreča nekaj, za kar se odločimo sami. Če se ti recimo zjutraj odločiš, ne, danes bo moj dan lep in iskal bom dobre stvari. Kaj misliš, kaj boš našel? Našel boš dobre stvari. Kako se boš počutil, ko boš našel dobre stvari? Dobro se boš počutil. Kakšna bo tvoja vibracija, ko se boš počutil dobro? Visoka. Kaj pritegneš, kadar si na dobri, visoki vibraciji? Še več dobrih stvari. To je ta ena taka zelo preprosta stvar. Po drugi strani, no, si sledijo. Ja, Maja, bova še več o velinskih simbolih. Ja, nikoli ne vem, kdaj prekiniti koga, veš, ko takole pade notri v razlago, a privoščimo si trenutek oddiha za oglase, potem se pa vrneva k velinskim simbolom in tvoji knjigici velinskih simbolov. Velja. Tako ostanite z nami in se gledamo. Pozdravljeni nazaj v naši družbi. Z Majo Peron se pogovarjava o velinskih simbolih, a še preden se vrnemo nazaj k simbolom, naša gala z aktualnimi novicami. Lepo pozdravljeni, z vami sem Gala Jarc. 3 minute manjkajo še do 9. in čas je za drugo javljanje z aktualnimi novicami na Ljubljana TV. Kmalu se obeta prenova železniške proge do Brezovice. Na Direkciji za infrastrukturo so prejeli ponudbo konzorcija večjih podjetij, ki bi progo posodobil za nekaj manj kot 60 milijonov evrov. V okviru naložbe bodo zamenjali spodnji ustroj proge, tire, sanirali premostitvene objekte, obnovili električne vozne vode, izvedli obsežno protihrupno zaščito in prenovili postajališče Tivoli, kjer bodo s pomočjo dvigal in višjega perona vlake lahko končno uporabljali tudi invalidi. Gre za eno največjih državnih naložb v Ljubljani, dela pa bodo trajala okoli 10 mesecev. Z nami na terenu pa je tudi Pija, ki je preverila, kakšno je dejansko stanje. Pija, lepo pozdravljena.
Kot lahko vidite, tukaj za mano stojim ravno pri postaji Tivoli, ki bo v naslednjih nekaj mesecih doživela očitno spremembo. Vsekakor bojo v Rožni dolini zagotovo veseli, da bojo lahko mirneje spali. Tudi ograja protihrupne zaščite se omenja in sumim, da morebiti bo šlo za ograjo tukaj ravno spodaj pod tem hribčkom, kajti neka črta je že narisana. Nisem pa prepričana, ali gre za morebiti kakšen hudournik. Lahko vam pa postrežem še s kratko novico iz prometa. Na poti sem namreč videla, da je pred predsedniško palačo stalo kar nekaj gasilnih avtomobilov in nadejam se, da ni šlo za črno kroniko, ampak bolj za kakšno zbiranje. Za vse ljubitelje gasilskih avtomobilov pa vam seveda ogled priporočam, kar 4 različni so se namreč tam znašli, panike pa ni izgledalo, da bi bilo. Tako da morebiti gre res samo za srečanje, a o tem mogoče več v naslednjih dneh. Pija, najlepša hvala za to aktualno poročanje z terena. Luka, zdaj pa se vračamo nazaj k tebi in vilinskim simbolom v studiu. Se gledamo. Hvala lepa, Gala. Se gledamo zopet kasneje z prometom. Mi se pa vračamo nazaj k vilinskim simbolom. V mojih gosteh je Maja Peron. Maja, ponovno lepo pozdravljena. Nekaj sva že povedala, odkje vilinski simboli prihajajo, kdaj si se ti začela ukvarjati z njimi. Kako je pa prišlo do tele tvoje knjižice Vilinski simboli? Vse je energija in energija je vse. Mala priročna knjiga, ki nam pomaga v življenju. Tako, no, tale knjigica ima dejansko eno tako svojo zanimivo zgodbo od zadnji. Moram reči, da to je že moja 5. knjiga. Nekaj jih je v angleščini, pač sem imela tudi kanadskega založnika. Potem imamo pa eno veliko slovensko knjigo, ne, ki je težka 1 kilogram in zelo nepriročna za nositi sabo. No, in do tele knjigice je pravzaprav prišlo, ker sem se jaz odpravljala na eno pot in preden sem šla na pot, sem napisala predobjavo, v bistvu osnutek ene objave za Facebook, voščilo za novo leto. In potem to preberem svojih hčeri in ona posluša in reče: "Mami, a si to ti napisala?" In jaz tako: "Ja, kdo pa bi to drug napisal? Sam zanima me, če se ti zdi v redu ali pač kaj si misliš." In ona mi reče: "Veš kaj, mami, jaz mislim, ne? Jaz mislim, da bi mogla pa ti napisati eno knjigo, tako normalno, ne samo o vilinskih simbolih, ampak eno knjigo, ki bi dejansko ljudem pomagala tako v vsakdanjem življenju, s takimi vsakdanjimi normalnimi napotki, s takim dejansko, ki bi jim olajšala pogled na življenje in na stvari." No, in iz tega ven je potem prišla debata, ki mi je ona začela razlagati, kako zelo so njej pomagali vilinski simboli in njeni sestri, ki sem jima jaz jih seveda risala celo osnovno šolo, pa se mi je zdelo, da to niti ne pade tako zelo na plodna tla. Bolj se mi je zdelo, da se jaz dobro počutim, kot da njima dvema to pomaga. No, in sta mi potem začeli obe razlagati, koliko jima je pomenilo, ker sem jima recimo risala učenje na liste, pa recimo samozavest, pa takšne stvari in predvsem, koliko jima je pomagalo moje razmišljanje. In ta knjigica je dejansko nastala s tem namenom in polovica te knjige so moji pogledi na življenje, na stvari, na neke situacije, v katerih se vsi ljudje dnevno znajdemo, pa se mogoče ne znajdemo ravno najboljš. Tako je ta knjigica nastala, zadaj je pa 150 simbolov, ker sem ugotovila, da v prejšnjih knjigah so bili popolni opisi simbolov, gradnikov, vsega, ampak ljudje dejansko tega ne rabijo. Namen te knjigice je, da tukaj noter poiščeš simbol, si ga prerišeš in zraven so zelo, zelo kratki opisi. Tako da je res taka praktična knjigica, ki daš lahko v torbico in v vsakem trenutku vzameš v roke, pogledaš, malo prebereš, pa imam občutek, da je tako pozitivno naravnana. No? Mogoče kdaj tudi tako, ni se treba glih spet toliko zelo sekirati, kaj, ne, pač tako. Ko ne vemo, kaj, pa lahko povlečemo ven knjižico, malo prelistamo in poiščemo neko inspiracijo, ne, ali malo pomiri, spravi v dobro voljo. Zdaj vidim tukaj, ko so simboli, ne, naprimer domišljija, spodaj pa piše kam galari. Kaj pa te besede spodaj? To sva pa pozabila povedati.
v bistvu vsak vilinski simbol ima tudi vilinsko ime, mu mi rečemo, ampak to je pravzaprav mantra. Zdaj, mantra kot mantre so jezik duše. Se pravi, mantra je jezik, ki ga razume vsaka duša, tudi če ga naši možgani ne. In v bistvu ta mantra daje še dodatno vibracijo oziroma pač okrepi vibracijo simbola. Zato so ta imena. To so pravzaprav mantre vilinskih simbolov. To sva na začetku pozabila povedati. Sva malo preveč posploševala, a ne, opise. Ja, nič hudega, saj nimamo, da je toliko časa, pa včasih malce pohitimo. Ja. In že kar 5 knjig praviš, pa so vse povezane z vilinskimi simboli. Ja, vse so povezane z vilinskimi simboli. Ta je pa zadnja. Ja, ta je zaenkrat zadnja, doslej je zadnja. V bistvu imamo še angleško tako verzijo, no, ta je zdaj čisto zadnja. In pripravljaš angleška. še kaj novega? Se drugače imaš tudi kakšne delavnice ali pa se kdaj dobiš s kakšnimi navdušenci? Imamo tudi delavnice in ves čas obljubljam, da bomo te delavnice imeli, zato ker takrat, kadar imam delavnico, ne, takrat so delavnice polne. Tako da jaz moram reči, ja, naredimo to delavnico čist po feelingih in čist po občutkih, pač počnemo te stvari. Drugače pa sem dosti aktivna, no, moram reči, na Facebooku ali pa če me kdo pokliče, mu z veseljem povem, kako uporabljati stvari, kako tako. No, jaz bi rekla mogoče, da v tem trenutku, da ne tudi tisti ljudje, ki ne verjamejo v te stvari, naj jih poskusijo. Nič jih ne stane, ampak se mi zdi, da so zdaj to časi, ko vsi rabimo nekako eno pozitivno energijo, eno upanje, ali pa mogoče take krize, v katerih smo zdaj trenutno, so na nek način, zdaj me bo verjetno kdo za ušesa, ampak dobre. Zaradi tega, ker dejansko prevetrijo, prisiljeno so to, da naredimo svoje notranje inventure, da ugotovimo, kdo v resnici smo. Ker v bistvu takrat, ko se te popolnoma spremenijo stvari, ki so ti poznane, ko na nek način mogoče izgubiš vse, Takrat rastemo. Takrat rastemo. Ja, mislim, takrat ti tako ali pa tako ne ostane nič drugega. Meni tako rečejo, ravno zdaj sem pač pisala eno objavo iz leta, pač oziroma, ki se navezuje na neko obdobje v mojem življenju, ker sem res s takim tleskom preletela ob tla, ker res ostaneš brez vsega in bom rekla, tudi brez vseh na nek način in si optimističen. Ja, seveda si optimističen, saj takrat ti drugega ne ostane, kakor da si optimističen, ker če takrat nisi optimističen, boš pač ostal na tleh. Ampak take krize te pravzaprav pripeljejo do tega, da pogledaš sam vase, da samega sebe spoznaš, da se vprašaš, da sploh v resnici sem in potem začneš na tistem graditi. In vsak človek, ima nekaj lepega v sebi in ljudje so veliko močnejši, kakor mislijo, da so. In v bistvu to, kar jaz tudi želim povedati ljudem, je, da je treba sprejeti odgovornost za svoje življenje. In na žalost je to tako, da večina ljudi se rajši razburja, pa pritožuje, pa negoduje, pa v bistvu dela dramo in pada v depresije in ne vem kaj, kakor da bi svoje življenje vzeli v svoje roke, ker sprejemati odgovornost, med drugim je v tej knjigci tudi simbol za odgovornost, sprejemati odgovornost je pomembna stvar, ki prinese vrhunske rezultate, ni pa lahka. In največji hec je v tem, recimo bom rekla tako, vilinski simboli, lahko jih uporabljamo res površinsko. Lahko pač kaj to lušta, lahko jih nekomu podarimo, lahko jih uporabljamo kot reminder, kot nek opomnik, ampak lahko pa z njimi res delamo tako, bom rekla, velike transformacije. In zdaj sem se pa mečkam zgubila, kaj sem hotela prej v bistvu povedati, ampak odgovornost, da ti začneš razmišljati, začneš spoznavati samega sebe. In ko sem jaz začela razmišljati samo o sebi, jaz sem ves čas prepričana, kako zelo odgovoren človek sem jaz. In na koncu sem prišla do zaključka, da sem jaz izjemno odgovorna do vseh ostalih, samo sama do sebe ne. A res? Kaj pa je v življenju najbolj pomemben? V življenju vsakega človeka bi moral biti najprej pomemben človek sam. Najprej moraš imeti sami sebe rad, da imaš lahko še druge. Ja, in to zdaj spet rečejo, ja, pa to ni tako. Ne, jaz sem recimo v življenju zelo veliko potovala. Tudi zdaj med to korono, pač sem dosti bila na letalih. Kaj ti rečejo na letalu?
če se kaj zgodi, najprej daj masko sebi. Zakaj? Ne zato, da jo zate ne bo zmanjkalo, ampak zato, ker ko imaš ti masko na sebi, lahko pomagaš drugim. In isto je v življenju. Najprej treba biti odgovoren do sebe, najprej treba postaviti sebe. In ko ti postaviš sebe, lahko tudi vsem drugim največ daš. In to ni privilegij, to bi morala biti dolžnost vsakega človeka. To si zelo lepo povedala. Maja, nama počasi zmanjkuje časa, pa preden Kot ponavadi gremo na v glase, intervjujih. hitro gre. Seboj si prinesla tudi nekaj simbolov, kdaj si pa začela te simbole spravljati na takele prikupne male. Tole so zapestnice, Zapestnice. pa imamo vilinski krog, recimo tudi tukaj gor je 8 simbolčkov. To počnemo že dolg časa, to bojo ljudje našli na spletni strani. Če tipkajo vilinski simboli, bodo prišli na spletno stran in bodo najdeli vse in si lahko pogledajo vse izdelke, vse, in če najdejo kaj zase, bomo veseli. Drugače mi bo pa zelo veliko pomenilo, že če se odklikajo na slovar in si rišejo simbolčke, res, ker Tako. Bomo poskrbeli, nekaj jih bomo tudi podarili. Seveda. V nagradni igri si bova midva zdaj, ko gremo v glas, zmenila za eno nagradno vprašanje, ki ne bo pretežko. Maja Peron, najlepša hvala, Z da si bila v veseljem. naši družbi in nam predstavila tvoje delo in pa seveda vilinske simbole. Meni je pomagalo in upam, da je pomagalo tudi komu drugemu, da mu je dalo nov zanos v ta dan. In poglej, še sonce je še posijalo. sonček je in samo pogumno naprej, zato ker življenje je za pogumne. Tako. Hvala lepa, Maja. Življenje je za pogumne, mi gremo pa pogumno v oglase. Potem pa nekaj o kitajskem jeziku. Stanite z nami.